gospoda predsednika za krajšo izjavo. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Kolegi iz Ministrstva za obrambo in Generalštaba Slovenske vojske so me seznanili z stanjem v ministrstvu in v Slovenski vojski, z težavami, ki se srečujejo v obdobju, ko je treba z manj sredstvi dosegati boljše, višje rezultate. In v obdobju, ko je Slovenija kot članica NATO seveda prisiljena popravljati svoje načrte in tudi obljube, ki jih je dala zavezništvu zaradi ekonomske situacije, v kateri smo se znašli. Pogovarjali smo se o tem, kako nekatere cilje, ki bi jih morali realizirati v prihodnjih 2 letih, ki bosta proračunsko ali pa javnofinančno med najtežjimi v slovenski zgodovini, prolongirati v prihodnja leta, kako se uskladiti z zavezništvom in tudi kako ravnati doma, da bo Slovenija še naprej enako varna, kljub temu, da seveda za lastno obrambo, za lastno varnost vsako leto pravzaprav namenjamo manj sredstev. Pogovarjali smo se o tem, kje so eventualno še kakšne rezerve, pa tudi o tem, kje teh rezerv pravzaprav ni več in ne bi mogli več zategovati pasu. In pogovarjali smo se tudi o tem, kaj storiti za to, da bo Slovenska vojska, če zdaj govorim samo o tem segmentu, v prihodnje bolj vitek, pomlajen sestav, kako priti do teh ciljev in kaj je potrebno storiti za to, da to dosežemo. No, prvič, tudi drugi sistemi se na to pripravljajo. Tudi tam, kjer doslej ni bilo veliko volje, je sama gospodarska kriza svojo prisilo privedla do tega. Kar se tiče teh ciljev preoblikovanja Slovenske vojske, so ustrezni, tudi uresničljivi, tudi realni, lahko rečem. Ne gre za to, da bi se nekaj skušalo doseči od danes do jutri. Vzeto si je v teh časovnih načrtih toliko časa, kot ga pač potrebujemo za takšne zahtevne posege, in jaz mislim, da je ekipa, ki je to predstavila, to tudi sposobna realizirati. Predvsem je potrebno okrepiti operativo in zmanjšati število poveljstev, s tem tudi poti pri izvajanju, pri akciji. Teh poti je zdaj v tem sistemu preveč, tudi preveč na pol izvedenih reorganizacij je bilo doslej v sistemu v zadnjih desetletjih. Videl sem, da imajo kolegi zelo natančno vizijo, kako to doseči, gre v pravo smer in jaz mislim, da bo to realizirano. Gre za to, da z manj sredstev naredimo več. Torej za vlado, za Ministrstvo za finance in za državo kot takšno je pomemben strošek. Mislim, da sem s tem zelo jasno odgovoril na to, na kar ste merili z vprašanji in ki je aktualno tudi v drugih resorjih, ne samo v Ministrstvu za obrambo. Naš problem je to, da je vedno manj sredstev, s katerimi razpolagamo v državnem proračunu, da vedno manj teh sredstev zberemo in da so možnosti našega zadolževanja vse bolj omejene in da smo zdaj pred tem, da bomo samo za obresti za te dolgove, ki so bili najeti v zadnjih 3 letih, dajali več kot pa za vse investicije. Torej je potrebno poiskati rezerve in vlada je v proračunski razpravi zelo jasno povedala in tudi naročila šefom sistemov, podsistemov, da je njihova odgovornost, da poiščejo te rezerve, kar seveda ne pomeni, da je treba enostavno zmanjšanje sredstev za stroške dela oziroma mase za plače prevesti v tolikšen odstotek manj zaposlenih, ker ponekod te možnosti tudi ni. So pa druge rezerve in seveda lahko rečem, da odkar je vlada predlagala proračunske dokumente in je jasno, da bo to potrebno narediti, ker pač denarja ni, vidite tudi sami, kakšne so reakcije na nekatere predloge na prihodkovni strani proračuna, ker bo tudi še potrebno verjetno najti nekatere substitute. Zdaj se te rezerve resno iščejo. V zadnjih 3 letih se pač niso. Ti finančni trgi pač reagirajo na signale, ki prihajajo iz Slovenije in ti signali seveda niso izjave, ampak so konkretna dejstva. Zaenkrat imamo pozitivne odmeve na ukrepe, ki jih je vlada predlagala
v državnemu zboru, mislim na predloga proračuna za prihodnji 2 leti. Imamo pozitivne odmeve na oba zakona, ki sta 2 izmed teh 5 ključnih ukrepov, ki jih je pač potrebno sprejeti. Imamo pa seveda negativne odmeve na najave blokad, da se to ne realizira. Tako da smo nekje v situaciji, ko lahko upamo, da bodo pozitivni signali močnejši od negativnih.